No, gledajte, ključna naloga je, da smo želeli dobiti odgovor, ali so naši učenci v ponedeljek na tej šoli varni in pa seveda tudi na vseh ostalih šolah. Žal, vse državne inštitucije pravijo, da zaradi varovanja osebnih podatkov mladoletnih oseb ne smejo nič konkretnega povedati, čeprav neuradno naj bi bilo v reševanju predvsem problematika tega nasilnega otroka, ki je povzročil poškodbe drugim. Vendar, kljub vsemu smo se mi odločili, da bomo v ponedeljek na šoli zagotovili varnostnika, da bojo ostali romski otroci imeli stalnega spremljevalca, ki ga bo plačala občina. Center za socialno delo je rekel, da bojo še neko posebno enoto poslali iz Ivančne Gorice, ki se bo pogovarjal z njimi. Policija naj bi zagotovila vsem šolam nekako v skladu z zakonom tudi varovanje šol. Vendar dejstvo je, da je žalostno, da ne ravnateljica, ne občina, ne center za socialo še vedno nima neke jasne odločbe, ali ta fant lahko v ponedeljek sploh pride v šolo. Glede na to, da je imel v lanskem letu nekako izobraževanje od doma, je naše mnenje, da ga varnostnik v primeru, če bi se pojavil na šolskih vrata, sploh ne sme spustiti noter. Dejansko si ne predstavljamo, da bi ta napadalec še bil skupaj v prostorih šole z ostalimi otroci. To smo zdaj po nekih zagotovilih, takih ustnih, so nam tudi zagotovili, da to bo urejeno in zaenkrat ne načrtujemo, če bo res tako, ne načrtujemo nekih nadaljnjih dejanj oziroma ukrepov. Če pa ne bo, pa mi imamo že tudi narejene scenarije, kaj in kako naprej. Smatramo, večina nas smatra, predvsem pa predstavniki iz krajev, kjer se te zadeve dogajajo, da je delo policije in centra za socialno delo, ki se sicer dela, ampak nima pravih rezultatov. Bojimo se, da se v septembru nič bistvenega ne bo spremenilo in da se varnostne razmere na splošno v kraju, kjer smo v krajevni skupnosti Velika Dolina in krajevni skupnosti Jesenice, niso izboljšale oziroma so se poslabšale. Krajani se ne počutijo dobro, se ne počutijo varno. Provokacija v smislu, da ti hodi sredi ceste in ti skoči pred avto. Recimo. Ali pa ogovarjajo, kričijo za pešci, kričijo za kolesarji. V glavnem občutek je neprijeten, ne. Se pravi, 9 ljudi, te romske družine, ustrahuje in terorizira 2500 krajanov 2 krajevnih skupnosti. To sem že večkrat rekel in to je za moj pojem nesprejemljivo. Upamo pa, da bo ta zadeva dejansko urejena, ker v nasprotnem bomo pa realizirali tisto, kar smo že takrat obljubili, da bo omogočen dostop problematičnega pripadnika romske skupnosti še v šolo, da bomo pa potem dejansko ustavili pouk na šoli. Oziroma bojo zahtevali, da se vsi otroci osnovne šole Velika Dolina šolajo od doma.